Izzivov v našem javnem zdravstvu preprosto ne zmanjka na nobenem področju, v nobeni specialnosti in seveda ali pa žal družinska medicina nikakor ni izjema. Nasprotno, tu se izzivi kopičijo, ne nazadnje tudi s tem, da je vedno več obolelih brez izbranega zdravnika. Po drugi strani pa vemo, da v sistem prihaja vse premalo novih mladih zdravnikov, da bi zapolnili to vrzel. Kaj bi se vam zdelo najpomembneje izpostaviti na tem področju in kako spodbuditi odločevalce, da bi optimizirali razmere za kakovostno, varno delovanje? Ja, zavedati se morate, da nikjer po svetu družinskih zdravnikov ni dovolj. Povsod po svetu jih primanjkuje in izziv, s katerim se soočamo v Sloveniji, je univerzalen izziv. Rešitev je seveda v tem, da v to stroko privabimo mlade, sposobne, dobre zdravnike in da znamo najti rešitve. Namreč treba je začeti drugače delati. Način, kot delamo zdaj, pač ne omogoča, da bi na sedanji način omogočili dostopnost vsem ljudem tako, da bi bilo za njih dobro. Potrebne so spremembe v delu, ki jih prinaša nove tehnologije, ki jih prinaša timsko delo, pa še kakšni drugi izzivi. Problem, ki ga imamo v Sloveniji, je v tem, da mi znanja teoretičnega, akademskega imamo dovolj, zelo težko je pa spremembe uvajati v prakso. Tukaj smo mogoče najšibkejši in tukaj vidim neko možnost rešitve za prihodnje. Predvsem bi rekla, da je treba zagotoviti sistemske pogoje, da bo to mogoče udejanjiti v praksi, pa naj gre za poenotenje informatiziranosti, informatizacije ali druge izzive, kaj ne? Ja, seveda, vsa odgovornost seveda ni na družinski medicini kot stroki, ki svoje strokovno znanje ima in smo na marsikaterem področju sveta vzgled marsikateri sosednji državi. Je pa problem te novosti uvajati v praksi, tukaj pa trčimo ob razne druge interese, ki pa niso strokovni in ki niso od nas odvisni.